Veste, kateri je najlepši karavan na naših cestah? Vam kar jaz povem, da ne bo dvoma. Volvo V60. Tole je višek elegance in takšnega čistega oblikovanja na 4 kolesih. Zelo podoben je večjemu Volvo V90, le da je še lepši, še bolj eleganten in še bolj dinamičen. Vem, da ni samo izgled pomemben, ampak sem prepričan, da vas bodo navdušile tudi odlične LED luči in zelo lepo urejena kabina. Mogoče kar preveč in bo kdo rekel, da je dolgočasna, ampak to je za ljudi s stilom. Za tiste, ki bodo z veseljem doplačali za najbogatejši paket opreme Inscription, da bodo uživali v teh finih materialih, na odličnih sedežih, ki so pri Volvih vedno vredni pohvale. Gledali pa bodo velik kar 12,3 palčni zaslon z merilniki ali med vožnjo še bolje, projekcijo na šipi spredaj. V60 je že kar konkreten avto, 4,76 cm je dolg, 18 cm krajši od V90, tako da tudi na zadnji klopi da čisto lepo sedeti. Sicer je strop tukaj dokaj nizek, ampak je sedenje tudi za odrasle prijetno. Prtljažnik je tudi zrasel konkretno za točno 99 litrov, tako da je s 529 litri zdaj celo največji med prestižno konkurenco, kot so serija 3 A4 na razred C. Prva lastnost, ki sem jo opazil pri novem V60, je kako zelo umiren značaj ima ta avto. Se ne, da sem pričakoval kaj drugega, ampak me veseli, da ohranjajo svojo posebno vlogo med prestižno konkurenco in se ne trudijo izdelovati avtomobilov, ki vse stavijo na dinamično vožnjo, obenem pa pozabljajo na udobje in vsakodnevno uporabnost. Pri tem boste dobili točno to, torej užitek v sproščenih potovanjih in nezahtevni uporabi, tudi če boste morali potem kdaj zamižati na eno oko. Nič dramatičnega nimam v mislih tukaj, je pa res, da je občutek na volanu malo slabši, ker je servo premehak. Odvozje pa v bistvu zelo dobro sledi vašim željam. Ampak tu je še samodejni menjalnik. Ta je precej samovoljen, včasih prestavi, ko ne želite, včasih pa predolgo traja, da se kaj zgodi. Sicer lahko tukaj tudi sami prestavljate s tole ročico, ampak potem bi lahko bil tudi ročni, a ne? Boljša rešitev bi bili prestavni ročici tukaj za volanom, ampak tiste rezervirani samo za Air Design. Motor je tudi zanimiv, če ga opišem z eno besedo. Oznaka T6 tam zadaj v tem primeru pomeni 4 valje, 2 litra prostornine, turbo in še kompresor. Ja, kar oboje ima, da stisne iz razmeroma majhnega motorja kar 228 kW, to je 310 konjev. Sliši se zelo obetavno, ampak je spet treba vedeti, da je to Volvo. 400 Nm navora med 2200 in 5400 vrtljaji že pomeni, da lepo vleče in da ima do 105,8 sekunde, občutek pa je daleč od športnega. Najprej, ker je zvočno dobro zatesnjeno tule notri in drugič, ker motor ne sune, ampak samo lepo vleče. To je za tiste, ki imate radi nekaj zaloge moči, če bo kdaj pa res treba pohoditi, ker bo sicer tudi poraba zelo velika. Sicer 11 litrov za dobrih 300 bencinskih konjev še ni tako hudo, nikakor pa ni malo. Za umirjeno požiranje kilometrov in tiho rezanje asfalta na avtocestah je tole fantastičen avto, sploh če želite to početi v stilu. Kar priznajte, kdaj ste nazadnje videli tako skladno oblikovan avto z odrezanim zadkom? Da ima veliko varnostnih sistemov in 4-kolesni pogon je jasno, da s to opremo stane osnovni 60 jurjev, tale pa celo preko 70, ste pa tudi pričakovali, ne?